Pozdravljeni v družbi Sportkluba in v družbi Prve lige Telema. Mesec je naokrog, predstavljamo vam svežo epizodo magazina Podprečko, v kateri smo se podali v lov na nove zgodbe iz slovenskega nogometa. Tokrat se bomo družili z izkušenim članom Maribora, Rokom Kronavetrom, ki je v zadnjem mesecu ujel izjemno formo. V štajerski prestolnici bomo obiskali še Jerneja Flisarja, ki je ljubezen do nogometa uspel združiti s poklicem. Z izzivom Podprečko se bo soočil član Brava Žan Trontelj, domovanje Šiškarjev pa bo predstavil Almin Kurtovič. V rubriki Pogovor z legendo pa bo naš gost Sebastian Gobec, igralec z največ nastopi v Prvi ligi Telema. Rok Kronaveter. Edini aktiven igralec lestvice 10 najboljših strelcev Prve lige Telema. V zadnjih tednih pred reprezentančnim premorom je ujel izjemno formo in znova postal strah in trepet nasprotnih vratarjev ter obramb. V Prvi slovenski ligi je debitiral že 17 let nazaj, tokrat pa nam je zaupal, zakaj je izbral nogomet in kdaj je začutil, da lahko postane profesionalec. Pa prvo se je že moj ata ukvarjal z nogometom in pol še brat, tako da je bilo to nekako v družini in v bistvu nismo neke druge izbire, kot ide nogomet. Zdaj nekako resno bi rekel, mogoče potem proti koncu srednje šole sem že takrat pri Železničarju začel dobivati neke ponudbe iz druge oziroma tretje avstrijske lige in sem vedel, da mogoče lahko nastane ta izbira. Njegov razvoj v mlajših selekcijah ni bil nekaj vsakdanjega. Pri mariborskem Železničarju je ekspresno zaigral za člane in hitro potrdil namige z mariborskih ulic, da je takrat 15-letni fant zares poseben talent. Pa mislim, da je bilo zelo dobro. No, takrat se spomnim, pri 15 sem preskočil mladince in sem šel iz kadeta takoj v člane. Takrat v drugi ligi in je bila neka izkušnja dobra za mene, ker pač igrati proti starejšim je težje in verjetno sem si tam naredil neko pot, da sem lažje pol štartal nekako z 18 in pol v Prvi ligi, tako da sem imel neko podlago. No. Kot predstavnik starejše generacije se dobro spomni, kako je bilo preživljati popoldneve na igriščih. Prav šolanje na ulici, kot radi rečemo v nogometnem žargonu, je Roku dalo ogromno. Pa ja, jaz sem glede na mogoče nekatere igralce relativno pozno začel trenirati, tam po 10. letu. Tako da verjetno mi je ulica dosti pripomogla in spomnim se, da smo tudi po treningih, vedno ko si prišel domov čim hitreje na bicikla ali pa peš, samo da priješ domov, da si še lahko malo na dvorišču. Kot vsi otroci je tudi Rok imel svojega idola, nad kom se je v mladih letih najbolj navduševal. Mislim, da tako večinoma mladih fantov takrat moje generacije je bil Brazilec Ronaldo, tako da on je moj vzornik. V Mariboru so v tistem obdobju mladi igralci težko prihajali do priložnosti. Roka je poti Železničarja popeljala na Ptuj v Dravo, kjer je hitro dočakal prvoligaški debi. So spomini na prvo tekmo med slovensko elito in prvi gol še živi? Če se ne motim, sem debitiral proti Primorju. Mislim pa, da smo izgubili 6-2. Jaz mislim, da je bilo takrat malo težje za mladega igralca nekako se prebiti v prvo postavo in tudi sam, ko sem prišel, normalno si par tekem bil v bistvu na klopi prihajal not, ampak mogoče je bila glih ta Drava prava sredina, no, da ni bil preveliki preskok in pol relativno hitro mislim, da sem kar redno začel igrati. Tako da je bilo fajn, je bilo, tako ste rekli, je bilo dosti teh starejših igralcev, ampak vsi vemo, da v vsaki ekipi rabiš te starejše igralce, ker sami mladimi je težko. Zaradi svojega talenta je ves čas polnil beležke oglednikov. V magazinu Podprečko pa vam razkrivamo, v kateri ligi si je Kronaveter nad vse želel zaigrati. V bistvu je tako, nekako mi je bila italijanska liga vedno všeč in tudi takrat pri Dravi po tisti prvi dobri sezoni, ko sem imel nekatere ponudbe, ampak žal se je na zadnji tekmi poškodoval in pol kar nekaj časa nisem bil v pogonu, tako da mi je bilo to vedno neka želja in lahko rečem, da mi je žal, da mi nikoli ni uspelo priti. Pri iskanju priložnosti na tujem je Kronaveter zaigral v 3 različnih državah. Kakšni so spomini predvsem na Nemčijo in Madžarsko? Katero zgodbo je ohranil v lepšem spominu? Zdaj, če gledamo z nogometnega vidika, definitivno Nemčija. Je pa res, da na Madžarskem sem pa dosegel prvi naslov, tako da je tudi ta spomin mogoče en izmed boljših.
Je pa res, da Nemčija, kar se tiče organizacije, navijačev, stadionov, je pa drugi svet. Usoda je na to želela, da je do prvega naslova v slovenski ligi prišel v dresu Olimpije. Predvsem v finišu obeh šampionskih sezon je dokazal, za kako velikega profesionalca gre, saj je prav on iz 11 metrov pristreljal oba naslova. Kako so to takrat sprejeli njegovi someščani? Normalno, da se najde nekdo, da ti pošlje kako sporočilo, pa pove, ampak vse je bilo v nekih mejah normale. Jaz mislim, da ljudje, ki se razumejo v nogomet, znajo ločiti, kaj je profesionalizem, kaj pa je neka ljubezen do nekega kluba, oziroma da pač jaz sem bil tam, s tem sem jaz vedel, kaj moram sprejeti, ko sem odhajal tja, tako da ni bilo pretiranih željuk. Na prestop v Maribor pa je na to čakal vse do leta 2019. Je s prestopom k vijoličastim uresničil svoje otroške sanje? Vsi otroci, ki so rojeni v Mariboru in v okolici, imajo željo igrati za Maribor. Meni se je to zgodilo malo kasneje, kot si mogoče kdo želel ali pa planiral, ampak se je zgodilo, tako da sem vesel, da sem zdaj tukaj. Dosegli smo ta naslov po teh, bom rekel, 3 težkih letih tukaj, ampak vseeno, jaz mislim, da je bila to zelo dobra odločitev, tako ste sami rekli, nekakva uresničitev sanj, in jaz sem vesel, da sem še vedno tukaj, da lahko pomagam in bi vseeno reče še z Mariborom kaj osvojil. V svoji karieri si je tudi 4-krat nadel reprezentančni dres in leta 2016 proti Slovaški dosegel tudi zadetek v dresu Slovenije. Kakšen je spomin na edini reprezentančni gol? Pa ja, definitivno en izmed najboljših oziroma golov, ki je najbolj vreden v moji karieri. In, jaz sem takrat res imel odlično sezono za sabo in realno sem potihem pričakoval, da bi lahko dobil poklic reprezentance. Koliko imaš ti neko samozavest, ko igraš res dobro sezono, si nekako čutil, da bi lahko tudi tam pomagal, in na koncu se to uresničilo, dosegel ta zadetek. Je pa res, da bi si vsekakor želel več tekem igrati za reprezentance. Kot izjemen strelec je ob živce spravljal tako rekoč vse nasprotne vratarje. Se mu je kateri izmed njih vtisnil v spomin kot zares neugoden? V bistvu bi težko rekel, da mislim, da verjetno ni vratarja, ki mu nisem na gola, ampak mogoče bo proti Jasminu Handanoviću najtežje. Na naslov v Mariboru je čakal 3 leta in se ga na koncu razveselil v pretekli sezoni. Za voljo navezanosti na mesto ima ta naslov zanj za res posebno vrednost. Pa ja, definitivno, ko osvojiš naslov v domačem mestu, ima neko posebno vrednost, tako da spomini so še tu. Mislim, da je bila lani ena težka sezona za nami, ki je na koncu se srečno razpletla. Tako da so lepi spomini, ampak vemo, da spomina se ne da živeti. Zdaj smo v neki novi situaciji, težji, kot smo bili lani, ampak prvenstvo je dolgo še in mislim, da še nismo rekli zadnje. Številni nogometni navdušenci in tudi nekdanji nogometaši, ki Roka odlično poznajo, pa so ob tem prepričani, da tudi on še ni rekel zadnje. Prav zato smo ga za konec poprašali še o tem, kakšni so njegovi načrti za sezono 2023-2024 in nasplošno za prihodnost. Ampak mislim, da če bo forma prava, če bom zdrav, jaz sem vsekakor pripravljen pomagati tej ekipi. Tako sem rekel, če bom čutil to željo oziroma voljo, ki jo čutim danes, bom definitivno še vztrajal. Zdaj pa bomo videli ali tukaj ali kje drugje, pa je težko zdaj. Rok, najlepša hvala za super debato in obujanje spominov ter srečno v nadaljevanju sezone in seveda tudi kariere. V magazinu Pod prečko vedno lovimo zanimive zgodbe, da pa ne bodo v naši družbi vedno samo trenerji, legende prve lige Telemach in pa igralci, smo se tokrat odločili, da se bomo v Mariboru pogovorili z nekom, ki se bolj skozi oči znanosti, bolj skozi oči statistike ukvarja z nogometom. Jernej Flisar je ob meni. Jernej, lep pozdrav, morda najprej neka splošna predstavitev, kako si združil nogomet z poklicem, ljubezen do nogometa z poklicem in pa kaj pravzaprav počneš? Ja, torej, hvala za vabilo v to oddajo. Torej, sam sem zaposlen pri podjetju 12 Football, kjer sem v bistvu kot podatkovni znanstvenik ukvarjam z analizo in obdelavo nogometnih podatkov.
Zdaj, kaj točno delam, je pač, da ustvarjamo razne modele za ocenjevanje igralcev, za ocenjevanje ekip. Potem pa na podlagi tega potem tudi izdelujemo razna poročila za klube ali pa za skaute ali pa za kakšne strokovne komentatorje, recimo, da si potem pomagajo pri prenosih. Ne. Kako izgleda tvoj delovni dan? Ja, zdaj, jaz pač delam od doma, ne, tako da iz spalnice do pisarne nimam ravno daleč. Ne. Zdaj, najbolj pač zjutraj ponovadi preletim recimo Twitter, pogledam pač, kaj se dogaja na tej analitični futbol sceni, pogledam kakšne vizualizacije nove, če je kdo kaj novega objavil, preberem kakšne članke, da dobim recimo kakšne ideje, mogoče kaj bi se dalo razviti v prihodnje. Potem pa pač začnem z delom, ne. V bistvu moje delo bolj kot ne poteka pač za računalnikom ali pa pač imamo kakšne sestanke, ki so večinoma remote. Če greva zdaj na Expected Threats, pa še različna imena, lahko morda za navadne smrtnike čim bolj enostavneje razložiš, kaj to sploh pomeni? Expected Goals je model, ki nam pove, kolikšna je verjetnost, da bo igralec zadel zadetek iz neke situacije. Zdaj, vrednosti Expected Goals imamo od 0 do 1. Za 0 bi pomenilo, da bi igralec nikoli ne bil zadel z neke situacije, 1 pa bi pomenilo, da bi vedno zadel z neke situacije. Ne. Zdaj, pri Expected Goals upoštevamo različne parametre. Zdaj, najbolj pogosto je, to je sama lokacija strela, iz katere dobimo potem razdaljo do samega gola. Recimo, strelijo daleč, je manjša verjetnost, da bo igralec zadel, kot pa strelijo bliže. Torej, bliže golu smo, večja je verjetnost za zadetek. Pomembno je tudi kot, torej, če je strel iz strani, je spet manjša verjetnost za zadetek, kot če smo mi recimo nekje na sredini, imamo dosti večji kot. Dostikrat se potem še upošteva, ali je bil strel z nogo ali z glavo, ne? Ker recimo strel z glavo so ponavadi manj močni, ne? Zato spet je manjša verjetnost, kot pa če imamo strel z nogo. Kaj je tebi najbolj zanimivo, katere statistike tudi najraje spremljaš? Ja, zdaj, sam najraje spremljam nekaj, kar še v bistvu ni, ne. Pač sam rad razvijam neke nove metrike, neke nove KPI-je, ne. Tako da v bistvu, recimo, kakšna tekma, če se kakšna situacija zgodila, si vedno vprašam, bi se dalo to s podatki narediti, ne. In potem v bistvu poskušam to zanalizirati, ne. Zdaj, recimo, s kolegom se dostikrat pogovarjal, on je bil vedno jezen, zakaj začetni udarec vedno na tekmi, ne, zakaj vedno nekdo igra dolgo žogo naprej, ne. In potem sem pač naredil neko analizo, kolikokrat je bila ta dolga podaja naprej v bistvu uspešna, ne. In zdaj, recimo, v primeru Maribora je bilo, da je Maribor v zadnjih, mislim, na 5 letih dosegel potem 2 zadetka, ne. En je bil tisti Tavaresov v 8 sekundah, ne, pa še en je bil potem, ne, tako da. Pa še mislim, da še 3 streli so bili, tako da v 5-6 letih vse dolge žoge naprej, kaj je bilo enih prek 100, ne, je potem 5-krat prišlo do strela na gol. Morda za konec samo še za naše gledalce, kje te lahko spremljajo, vem, da objavljaš veliko na Twitterju, tako da morda neko povabilo, da ti sledijo. V bistvu največ objavljam na Twitterju, ja. Pač sicer ne delam ne delam s slovenskimi klubi za slovensko ligo, ampak dostikrat validiram podatke nad slovensko ligo, ker v bistvu jo najbolj poznam, ne, in zdaj hitro vidim, če je kaj narobe, ne, če kateri podatki preveč odstopajo, si hitro lahko pogledam, nekaj je narobe z modelom, ne, treba malo preveriti. Tako da ja, v bistvu največ objavljam potem na Twitterju, pod hashtagom afna_jernej_fl, mislim. V nadaljevanju čaka nas še obisk Brava in pogovor z legendo Sebastianom Gobcem. Almin, zdravo. Čau, živa. Pozdrav. Čau. Evo, smo na Žaku, tole je vaše domovanje. Ja. Kako ga boš predstavil, kam vse se bomo podali? Podali se bomo na igrišče, pa bomo šli v Bravo bar, na koncu gremo pa še v slačilnico. Torej smo v garderobi, vidimo označena mesta. Tole je tvoje že od začetka, odkar si v članski ekipi ali kako si razdelite? Pa v bistvu na začetku ni bilo še teli, da je vsak naš svojega, kakor se spomnim, ne vem. Ampak ja, pol v bistvu smo nekako ostali na istih mestih. Kakor smo si vzeli, tako smo tudi ostali. Ko pride kak nov igralec, je kak krst, kako opravite s tem, tudi naprimer, ko pridejo mladinci v člansko ekipo, kako jih sprejmete? Pa v bistvu v to garderobo tukaj smo večinoma starejši igralci, ni toliko mlajših igralcev tam zraven.
so v bistvu te, ki prihajajo na novo, oziroma mlajši igralci, kakorkoli so v njih garderobi, tako da v bistvu bož, da jih ni tukaj, ker ne vem, kaj bi bilo. S čim pa prepričajo potem, da so sprejeti v to garderobo za velike fante? Pa v bistvu, ne vem, kolikor si sami vzamejo, ni, da ne smejo biti tukaj, ampak je garderoba itak polna, tako da če so kakšni odhodi oziroma prihodi, ne, ker tudi tam Šaranič ne je prišel, pa je bilo tukaj Frej Mesto, pa Štor, pa ne vem še kdo vse, pa je bilo Frej Mesto, pa se je pač tukaj vse. Samo še vprašanje bolj z ulice, kdo je šefe v slačilnici? Kdo je glavni? Pa mogoče pa Krama ima največjo besedo, tako rekel. Krama ima največjo besedo. Super, greva še na igrišče in si ogledava še tribune in zelenico. Ter na koncu bravo bar. Ajde. Čutiš kaj metuljčkov pred tekmami ali je bilo to samo pri tistih prvih obračunih pri debiju? Ja, pa v bistvu ni več teh metuljčkov nekih, no. Sem se že navadil, tudi ostali fantje so vse te mlajši, tako da ni več nekih metuljčkov, no. Samo neka želja za dobro tekmo. Imaš kak ritual pred samim začetkom tekme? Ima ekipa kak ritual? Pa v bistvu ne, v bistvu ekipno nimamo, če ima kdo kakšen svoj ritual, ga naredi, vsak posameznik, ampak tako ekipno se mi zdi, da ne, no, edino, kakor vsaka ekipa pred začetkom tekme, ko se pozdravljamo, pa to si povemo neke pozitivne besede, pa to, kako bomo išli v tekmo, kako bomo tekmo odigrali in to je to. Drugače pa nekih prav posebnih ritualov pa nimamo. Tu se lahko ozreva še proti tribuni, ti pogled zaide gor, takoj ko greste na zelenico ali odmisliš navijače? Pa ne, zaide. Malo pogledaš, koliko je kaj ljudi, pogledaš tudi koga, ko veš, kje sedijo, kakšni tvoji oziroma kakšna tvoja familija ali pa kakorkoli. Mogoče kdaj tudi kaj pomahaš, pa to, ampak ja, drugače pa tribuna, kakor vsaka tribuna, navijači, kakor vsaki navijači. Je pa lažje igrati pred polnimi tribunami. Ja, to pa itak. Pred praznimi tribunami je... Tako kot je nam lažje komentirati in spremljati, je verjetno igralcem lažje igrati. Ja, je. Lažje. Pred polnimi tribunami je itak najlažje igrati. Ne. In pa seveda super razpoloženje vselej, ko si v začetni postavi, zdaj smo na zelenici. Če bi moral izpostaviti en položaj, kje si najraje na igrišču, kje se počutiš najbolj doma, katero mesto tule nekje? Pa v bistvu največ časa na tem igrišču sem preživel tukaj po tej levi strani, od tukaj pa do tja dol, ker sem tudi bočnega igral, tako da sem večinoma tale stran mi je ostala najbolj v spominu in po mojem ta stran je tudi najboljša za mene na igrišču. Zdaj smo videla zelenico, videla sva tunel, pa pred tem garderobe greva še na tisto, kar vsi poznamo, ki spremljamo Bravo bar. Ja, gremo v Bravo bar. Vidim ročni nogomet. Ja, ročni nogomet. Imate kakšne turnirje, ekipne? Pa imamo, tudi naredimo, ja. Tudi naredimo kakšen turnir. Vsi igrajo, no. Od staffa do igralcev, do vsega, ki pride v Bravo bar, gre igrati tale ročni nogomet. Kdo pa je najboljši, če ni skrivnost? Morda med igralci? Med igralci? Pa kakšen Matija Kavčič bi znal biti. Ampak doskrat pa tudi direktor igra, no. Direktor Dejan tudi doskrat igra tale ročni nogomet. Gremo še na teraso. No, če si navijač, pa najboljši sedeži verjetno v mestu, ne, za kakšno veliko tekmo? Pa, mogoče za ene ja, za ene ne. Eni so po mojem rajš na tribuni, pa čutijo to neko nervozo med gledalci ostalimi. Ampak ja, verjamem, da tudi tle ni slab pogled pa to, ampak jaz osebno na tem mestu ne bi bil pa tukaj gledal tekme. Super, torej to je bil Bravo bar. Hvala ti za predstavitev vašega doma in pa srečno v sezoni. Hvala vam. Sebastian Gobec. Legendarni nogometaš Celja, ki si lasti izjemen rekord, je tokratni gost v rubriki Pogovor z legendo. V prvi ligi Telemach je odigral kar 488 tekem in s tem kraljuje na vrhu večne lestvice po številu nastopov v prvi ligi. Kot ste že vajeni, pa se bomo v našem pogovoru najprej vrnili povsem na začetek nogometne poti danes 42-letnega Celjana, ki nam je razkril, kako je postal nogometaš.
Dejstvo je, da sem probal vse športe takrat kot vsi mulci. Potem smo bili pa na koloniji v Baški in smo tam imeli neko tekmovanje in je pač en, kjer je bil v klubu, gospod Kelenc, pač neki prepoznal meni, igrali smo tam proti eni drugi skupini in se spomnim takrat, ko da je bilo res včeraj vroče igrišče, superge, res noro. In takrat je pač rekel, da bi bilo fajn, če bi se priključil, takrat je bil publikum. Tudi Sebastian se iz otroških let spominja igranja na dvoriščih in izobraževanja na ulici. Vse to zelo pogreša pri današnjih otrocih. Tem mladim fantom zelo, bom rekel, primanjkuje te ulice, tega, bom rekel, neke borbe za neko pozicijo. Tam pač je bilo neizprosno in mislim, da tega je zelo premalo. Imam tudi dva sinova, kjer se ukvarjata z nogometom in vidim, sicer ok, obožujete nogomet, imate rada nogomet, ampak ko se spravijo fantje igrati, je to zelo redko. V njegovih časih je bilo povsem drugače. Zvrstniki so se ob vsaki priložnosti podili po igriščih in tako nabirali izkušnje. Imeli pa so tudi svoje idole. Kdo je najbolj navduševal Sebastiana? Na samem začetku si smo poznali Maradono. Dejstvo je, da takrat ni bilo toliko nogometnih tekem, ko je danes po televiziji, ampak definitivno je bil Maradona tak, kjer je pač bil takrat, mislim, da kar za večina nas, ko smo bili tam 8-90 let stari, nek idol ali pa neka figura, kjer smo pač oboževali na igrišču. V 90-ih se je bilo mladim fantom zelo težko prebiti v članske ekipe. V Celju so bili v obdobju, ko se je v članski staž prebijal Sebastian Gobec, na srečo tudi nekoliko prisiljeni v ekipo vključiti nekatere mlade fante. Kakšni so spomini na to obdobje? Takrat smo bili trije fantje, kateri so nas priključili zelo zgodaj, se pravi pokojni Goran Sankovič, jaz, Aleksander Šeliga, smo bili pa potem tudi Domen Beršnjak, smo bili ti, kjer smo bili na treningi za člansko ekipo prisotni. Jaz moram tej priložnosti pač povedati, da je tudi žal pokojni Tarbuk me poklical zraven na članske treninge in to so res neki spomini, ki ti ostanejo za celo življenje. Dejstvo je pa, da takrat, ko si prišel v garderobo, si se usedel, bom rekel, v kot in opazoval te igralce, kjer si pač imel priložnost gledati sam na stadionih, prihajati vsako nedeljo na tekmo in potem si kar naenkrat del njih. Posebna pa je zgodba o debiju, ki se ga Sebastian odlično spomni. Tekma v Ajdovščini s takrat izredno močnim Primorjem se ni išla po željah Celja, saj so Ajdovci visoko slavili. Je pa zgodba o tem, kako je Sebastian izvedel, da bo prvič igral v prvi slovenski ligi, nadvse zanimiva. Takrat smo šli, vem, da smo šli na kosilo v Ljubljani, smo se ustavili in mi je po kosilu rekel, gospod Tarbuk, Gobi, danes boš pa začel, ne? Sem rekel, ok, začel, verjetno bil na klopi, zaradi tega, ker pač so stvari bile, da je vedno nekdo ali pa en ali pa dva sta bila zraven, kjer pač nista bila v kadru, ne. Pa sem rekel, začel pač, ne vem, od prve minute je rekel, ja, ti kar priprav se lepo, ni noben, lepo bo začel tekmo, igraš levega beka na svoji poziciji in odigraj tisto, kar pač delaš na treningu. S Celjem se je edine lovorike razveselil v tekmovanju, ki je za klub s knežjega mesta kot zakleto. V finalu pokala Slovenije leta 2005 zaradi kartonov sicer ni igral, je bil pa zelo pomemben v polfinalu z Mariborom, ko je na drugi tekmi dosegel tudi gol. Najbližje naslovu v državnem prvenstvu je bil v sezoni 2002-2003, ko so Celjani v predzadnjem krogu v Ljudskem vrtu na neverjeten način izgubili praktično dobljeno tekmo in se posledično poslovili od naslova. Pa tista sezona je bila res, po mojem mnenju, tudi če sem iskren, najboljša sezona v moji karieri. Dejstvo je, da smo tisto sezono res odigrali vrhunsko, da smo bili res klapa, res v top. In dejstvo je, da smo pač zadnja tekma je odločala. Mi smo šli v Ljudski vrt, tekmo odigrati, se pravi povedali, imeli situacijo vse pod kontrolo, igrali zelo dobro. Mislim, da je bilo takrat da je bil Ljudski vrt razprodan,
Star ljudski vrt mislim, da je sprejel tam okrog 9000, če se ne motim. In da so, mislim, da tam okrog 60-65 minute nam cel ljudski vrt ploskal. Tega ne bom nikoli pozabil. To je bom rekel, ne priznanje, ampak neka nagrada, katera veš, da si pač bil neki več tisto sezono. Krvnika grofov sta bila Daniel Brezič in Damir Pekič, ki sta za preobrat poskrbela v 86 in 87 minuti. Kar se tiče tujine, pa je Sebastian le enkrat zapustil slovensko ligo. Leta 2008 se je preselil v Sint-Truiden. Kakšni so spomini na zgodbo v Belgiji? Belgijska liga je, po mojem mnenju, ena izmed boljših lig za razvoj mladega igralca, kateri preraste slovensko ligo in gre stopničko više. Zdaj, kar se tiče te moje epizode, je bila stvar takšna, da smo se mi dogovorili. Odškodnina je bila postavljena, tam mislim, da takrat okrog 150 000 evrov, ampak sam trud ni bil pripravljen takoj plačati te odškodnine. Tako da smo mi potem se dogovorili za posojo. Klub je sicer neki dobo, ampak v primeru, da ostanemo v ligi, se avtomatsko podaljša stvar naprej. Mi takrat nažalost nismo ostali v ligi, smo izpadli sam trudnom v drugo ligo. Ne glede na ta konec edine epizode v tujini, pa je 9. februarja 2005 dočakal reprezentančni debi in pod taktirko Braneta Oblaka na takratni areni Petrol zaigral proti Češki. Je s tem izpolnil svoje otroške sanje? Sigurno je reprezentanca neka zadeva, katera pač je top of the top. Takrat je pač se ti ustvari to so posebni občutki, no. Če tega ne doživiš, pač ne moreš tega občutka, zelo težko ga opišeš. Ob debatah o njegovi karieri pa razumljivo vedno v ospredje sili 488 nastopov v slovenski ligi. Kaj mu pomeni ta dosežek? Dobro, zdaj jaz bom kar v štartu povedal, kar se tiče tega, je neka številka, ampak zdaj, da bi to bilo, ne vem, da bi pač to je bilo neka spontana zadeva, kjer se je pač odvijala, hvala Bogu, sem imel zelo malo poškodb po karieri. Če bi še imel manj kartonov, bi šlo čez 500. Za konec pa smo tokratnemu gostu v rubriki Pogovor z legendo postavili še eno vprašanje. Tekom kariere je veliko igral na levi strani obrambe in tudi na sredini igrišča. Kje se je bolje počutil? Zelo rad sem igral na vezni poziciji oziroma na zvezni poziciji, tako da tukaj mislim, da je bila bolj sila prilike, da sem me postavil na levega beka. Res je, da sem imel tudi prednost, da sem levičar, ampak zelo rad sem igral v sredini, tudi zelo rad sem šel proti golu, tako da to je težko reči karkoli, ampak če bi lahko zbiral, bi rekel zadnji vezni. Sebastian, hvala za pogovor in hvala za vse, kar si dal našemu nogometu. Tako je izziv pod prečko, tokrat za Žana Trontlja. Pri Bravo smo, Žan, lep pozdrav. Zdravo. Kako? Ja, v redu. Da ti razložim pravila, 5 žog, 5 strelov, zgornja 2 kota po 10 točk, spodnja 2 kota po 5 točk. Nekaj napoved? Koliko jih vse skupaj možnih? 50? 50 je vse skupaj možnih. Jaz mislim 40, pod 40 ne grem. Potem se šroler že trese, šroler je pri 25, tako da on je tisti tvoj trenutni izziv, ki ga moraš... Može. Rekel pa si, da boš ciljal samo levo zgore. Samo levo zgore streljamo. Vsa sreča. Hvala. Bravo. Človek je zmislil igro. Vse ok? Vse ok. 40. 40. Malca. Neverjetno. Da je teren dober, da sem na Camp Nou je 50. Misliš, da te bo sploh prehitel? Jaz mislim, da ne. Za prvi gol pa veš, kaj moraš narediti, kje je kamera. Veš, kako naredimo na sportklubu? Kako? Pod prečko. Prečko. Bravo. Hvala. Ja, hvala vam.
Žan Trontelj se je v izzivu Podprečko odlično odrezal in vpisal 40 točk, s tem je na prvem mestu lestvice, za njim pa sta Martin Šroler iz Mure in Arnel Jakupovič iz Domžal. Za konec pa preverimo še stanje na lestvici prve lige Telemach in se ozrimo še proti preostalim oktobrskim tekmam. Na vrhu lestvice je s 30 točkami Olimpija, ki tudi po reprezentančnem premoru ne popušča. Zmaji imajo 8 točk prednosti pred Celjem in 9 pred Koprom, na 4. mestu pa sledijo večni tekmeci Ljubljančanov in aktualni prvaki iz Maribora, ki zaostajajo za 13 točk. Na dnu sta Gorica in Tabor, ki pa nimata prevelikega zaostanka za 8. mestom. Poglejmo še, katere tekme nas čakajo v naslednjih tednih. Ob večnem derbiju, ki ga prinaša 13. krog, velja izpostaviti še naslednje obračune, jasno pa bo napeto tudi na preostalih tekmah, zato vabljeni v družbo Sportkluba. Tako, do konca smo pripeljali še 3. epizodo magazina Podprečko. Hvala vam za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.